Preden je postal mogočen voditelj Libije, je bil Muammar Gaddafi najprej reven deček, ki je odraščal v puščavi. Ni natančen datum njegovega rojstva ni znan, saj njegova družina ni imela ustreznih rojstnih zapisov. Večina zapisov navaja, da se je rodil okoli leta 1942 blizu Sirteja. Njegovo polno ime je Muammar Mohamed Abu Minjar al-Gaddafi. Njegova družina je pripadala Kadatfa, majhnemu beduinskemu plemenu, njegov oče pa je pasel koze in kamele. Čeprav je bilo njihovo življenje preprosto, so bili daleč od sodobnih mest in vladnih storitev. Toda zgodovina dežele, v kateri je odraščal, ni bila mirna. Še preden se je rodil, so si Libijo že dolgo prizadevale usvojiti tuje sile. Leta 1911 jo je napadla Italija, ko je bila še del slabeče se Osmanskega cesarstva. Italiji je hitro uspelo zavzeti nekaj obalnih mest, vendar je bil odpor v puščavah in gorah zelo močan. Veliko Libijcev se ni hotelo predati. Ko je Benito Mussolini prevzel oblast v Italiji, je postala okupacija še bolj nasilna. Italijanska vojska je uporabila letala, oklepna vozila, množično uničevanje vodnjakov in pobijanje živine. Namen tega je bil odrezati odpor od hrane, vode in pomoči. Na tisoče družin je bilo prisilno preseljenih v koncentracijska taborišča. Mnogi so umrli zaradi lakote, bolezni in pomanjkanja čiste vode. Italija je zgradila dolgo ograjo iz bodeče žice v Libiji, da bi preprečila vnos zalog iz Egipta. Po pripovedovanju zgodb o njegovi družini je bil Gaddafijev oče med Libijci, ki so se borili proti italijanski okupaciji. Zato je med odraščanjem vedno znova poslušal zgodbe o okupaciji, izgubi zemlje in krutostih nad Libijci. To je močno vplivalo na njegov pogled na svet. Za mladega Gaddafija kolonializem ni bil le del stare zgodovine. To je bilo del izkušenj njegove lastne družine. Hrane je zmanjkalo, Italijani so vladali. Po drugi svetovni vojni, toda Libija ni takoj postala svobodna. Trije libijski predeli, Tripolitanija in Sirinika, sta prišli pod britansko upravo, medtem ko je Fezan upravljala Francija. Zaradi tega je prišlo do razprave, ali naj Libijo ponovno razdelijo, ali pa naj postane samostojna država. 21. novembra 1949 je Organizacija združenih narodov odločila, da mora Libija postati neodvisna pred 1. januarjem 1959. 24. decembra 1951 je bila uradno ustanovljeno Združeno kraljestvo Libije. Idris al-Sinusi je bil izbran za prvega kralja države. Tri glavne regije so bile združene pod monarhijo. Tripolitanija na zahodu, Sirinika na vzhodu in Fezan na jugu. Toda prva leta nove države so bila težka. Libija je bila takrat ena najrevnejših držav. Bilo je malo šol, bolnišnic, cest in delovnih mest. Vlada se je zanašala tudi na pomoč Združenih držav Amerike in Združenega kraljestva. V zameno je kralj Idris zahodnim silam dovolil uporabo vojaških baz v Libiji. Vse se je spremenilo, ko so konec 50. let odkrili velika naftna nahajališča. Prihodki države so hitro narasli. Pojavila so se sredstva za ceste, stavbe, državne storitve in nova podjetja. Toda koristi niso bile enakomerno porazdeljene. Veliko navadnih Libijcev je ostalo revnih, medtem ko so nekateri uradniki, poslovneži in ljudje blizu monarhiji obogateli. Veliko vlogo so imele tudi zahodne naftne družbe v industriji. Zaradi tega je veliko mladih verjelo, da njihovo vlado nadzorujejo bogati in tuje države. Eden od teh mladih je bil Gaddafi. Šolal se je v muslimanski osnovni šoli. Ker je bil dom njegove družine daleč, so poročali, da je pogosto spal blizu mošeje, kadar je imel pouk, in se vračal v puščavo le ob koncih tedna. Njegovo življenje v šoli ni bilo vedno lahko. Njegovo beduinsko ozadje je bilo opazno in pravijo, da so nekateri otroci gledali zviška nanj, ker je prihajal iz revne in podeželske družine. Namesto da bi se sramoval svojega porekla, je bil nanj še posebej ponosen. Zanj je bilo preprosto življenje v puščavi simbol prave Libije. Daleč od razkošnega življenja uradnikov in vpliva zahodnih držav. Medtem ko je študiral, se je začel zanimati za politiko. Njegov največji navdih je bil Gamal Abdel Nasser iz Egipta. Leta 1952 je Nasser pomagal pri strmoglavljenju kralja Faruka. Pokazal je, da lahko mladi vojaški častniki strmoglavijo monarhijo, ki jo imajo za skorumpirano in podrejeno tujcem. Nasser se je prav tako boril za arabski nacionalizem. Ideja, da bi se morale arabske države povezati in sodelovati, da bi bile močnejše proti kolonializmu in tujemu nadzoru. Gaddafi je pogosto poslušal govore in radijske oddaje iz Kaira.
Zanje je bil Nasser dokaz, da lahko mlad častnik spremeni smer celotne države. Še posebej se je povečala jeza številnih Arabcev, potem ko je Izrael premagal Egipt, Jordanijo in Sirijo v 6-dnevni vojni junija 1967. Za številne mlade to ni bil le vojaški poraz, to je bil tudi dokaz, da so arabske vlade šibke, razdeljene in nepripravljene. Medtem ko je Libija zaradi nafte postajala vse bogatejša, je zaupanje javnosti v kralja Idrisa ostajalo šibko. Po mnenju Gadafija je bila težava jasna. Država je bogata, vendar bogastva ne občutijo vsi. Libija je na papirju svobodna, vendar je vpliv Zahoda še vedno močan. In država ima svojega kralja, vendar je za veliko mladih njegova vlada zastarela in počasna. Od mladega pastirja v puščavi se je pri Gadafiju postopoma oblikovalo nevarno sanje. Želel je slediti temu, kar je naredil Nasser. In da bi to dosegel, je moral najprej vstopiti v institucijo, ki ima moč, da strmoglavi kralja. In to je bila vojska. Kljub temu, ker je bil Nasser Gadafijev idol, se je med študijem v Sabhi pridružil študentskim protestom in začel prepričevati sošolce, ki so imeli enaka prepričanja. Ustanovili so majhno skrivno skupino, pogovarjali so se o arabski enotnosti, svobodi od tujega vpliva in o tem, kako strmoglaviti monarhijo kralja Idrisa. Še niso bili prava revolucionarna vojska. Bili so le študenti z velikimi načrti. Toda njegove vodstvene sposobnosti so že zgodaj izstopale. Gadafijeva sposobnost voditi, prepričevati in ukazovati. Leta 1961 je vodil protest, potem ko se je Sirija odcepila od Združene arabske republike. V svojem govoru je podprl Nasserja in obsodil prisotnost britanskih in ameriških vojaških baz v Libiji. Zaradi tega so ga izključili iz šole in mu prepovedali študij v njegovi regiji. Preselil se je v Misrato, da bi dokončal šolanje. Ni prenehal ni s politično dejavnostjo, namesto tega je razširil svojo mrežo v različnih mestih. Člane je razdelil v majhne, tajne celice. Na ta način ena skupina ni vedela vsega, kar počnejo druge. Ko je bil kdo ujet, je bilo težje razkriti celotno gibanje. Ko je skupina rasla, je Gadafi spoznal, da protesti niso dovolj. Monarhija je nadzorovala vlado, toda vojska je imela orožje in sposobnost, da jo strmoglavi. Zato se je v zgodnjih 60 letih odločil vpisati na Kraljevo vojaško akademijo v Bengaziju skupaj z nekaterimi svojimi najbližjimi tovariši. Tam so začeli oblikovati gibanje svobodnih unionističnih častnikov, ki je bilo očitno posnemanje svobodnih častnikov Nasserja v Egiptu. Cilj skupine je bil rekrutirati mlade vojake, ki so bili jezni zaradi korupcije, prisotnosti tuje vojske in počasne vlade kralja Idrisa. Večina med njimi ni imela visokega čina. Toda to je bila prednost, saj jih višji častniki niso toliko sumili. Med najbližjimi Gadafiju so bili Abdus Nabd Salam Jalaud, Mustafa Karubi in Abu Bakr Yunis Džabr. Sčasoma so postali pomembni uradniki v njegovi vladi. Naskrivaj so se sestajali med počitnicami in na varnih krajih. Postopoma so nameščali svoje podpornike v enote za zveze, vojaške tabore in druge pomembne dele oboroženih sil. Komunikacije so pomembne, ker je pri državnem udaru treba hitro prevzeti nadzor nad radiem, telefoni in ukazi, ki se pošiljajo vojski. Gadafi je diplomiral na vojaški akademiji leta 1990. Odšel je tudi v Združeno kraljestvo na kratko usposabljanje za zveze, toda to ni spremenilo njegovega pogleda. Ostal je močno proti Britaniji in zahodnemu vplivu v Libiji. Ko je prišlo leto 1969, je bila skupina pripravljena. Večkrat so načrtovali državni udar, vendar so ga preložili zaradi spremembe razmer in nevarnosti, da bi jih odkrili. Nekateri častniki so že slišali novice o možni zaroti, zato so začeli preiskovati in spremljati Gadafija. Toda višji vojaški voditelji so jih podcenjevali. Za njih je bila skupina premlada, prenizkega ranga in premalo močna, da bi strmoglavila monarhijo. Motili so se. Ko kralj Idris ni bil v državi in se je zdravil v tujini, so svobodni častniki videli priložnost. V zgodnjih jutranjih urah 1. septembra 1969 so mladi častniki ukrepali. Zasedli so vojaško poveljstvo, letališča, policijske postaje, vladne urade in glavne komunikacijske centre v Tripoliju in Bengaziju. Operacija ni bila popolna. Nekatere enote so zamudile, nekaterih ciljev niso takoj prevzeli pod nadzor, nekateri častniki pa so se izognili aretaciji. Toda monarhija je bila šibka in razdeljena. Skoraj ni bilo organiziranega odpora. V samo nekaj urah je vlada kralja Idrisa padla skoraj brez večjih spopadov. Državni udar je običajno opisan kot nekrvav, saj ni bilo večjih spopadov ali poročil o večjem številu žrtev.
Idris je iskal pomoč pri svojih zaveznikih iz zahodnih vlad, vendar ni bilo nobene vojaške intervencije. Naslednji dan so Libijci po radiju slišali glas mladega častnika, ki ga država skorajda še ni poznala. Gaddafi je razglasil, da je monarhije konec in da se je rodila Libijska arabska republika. Obljubil je svobodo, arabsko enotnost, socialno pravičnost in enakopravno razdelitev bogastva. Takrat je imel komaj 27 let. Mladi beduin, ki je nekoč poslušal Nasserjeve govore, je končno uresničil svoje dolgoletne sanje. Kralja je odstranil hitro in skoraj brez strela. Toda odstranitev monarhije je bil lažji del. Večje vprašanje je, kakšno državo bo zgradil in kako daleč je pripravljen iti, da ostane na oblasti. Ko je monarhija padla, je bilo veliko Libijcev veselih nove vlade. Novi voditelji so bili mladi, prihajali so iz običajnih družin in obljubili, da bodo odpravili korupcijo ter nadzor zahodnih držav. Toda obstajala je velika težava. Niso imeli dovolj izkušenj z vodenjem cele države. Gaddafi je vedel, da bi lahko hitro prišlo do protidržavnega udara. Zato je prosil za pomoč Gamala Abdela Nasserja iz Egipta, voditelja, ki ga je že dolgo občudoval. Egipt je poslal svetovalce in vojaške častnike, da bi pomagali novi vladi. Hkrati je Gaddafi hitro odstranil tiste, ki bi mu lahko nasprotovali. Aretirali so nekatere člane kraljeve družine, nekdanje uradnike, vojaške poveljnike in politike. Mnogim so sodili javno, da bi pokazali, da je stari sistem končan. Tudi lokalne uradnike so zamenjali z ljudmi, zvestimi revoluciji. Zmanjšali so moč nekaterih plemenskih voditeljev in okrepili nadzor centralne vlade. Gaddafi si je nadel čin polkovnika in postal najmočnejši človek v vojski. Vzpostavili so civilno vlado, toda resnične odločitve so ostale v rokah revolucionarnega poveljniškega sveta, ki ga je nadzoroval on. To ni bilo všeč nekaterim njegovim nekdanjim sodelavcem. Prva obljuba skupine je bila, da bodo po strmoglavljenju kralja predali oblast ljudstvu. Toda sčasoma je postalo jasno, da Gaddafi nima namena kmalu prepustiti oblasti. Decembra 1969 so nekateri uradniki poskušali strmoglaviti novo vlado. Načrt je propadel in Gaddafi je postal še strožji do morebitnih nasprotnikov. Z rastjo svoje moči je hitro odstranil preostalo prisotnost zahodnih vojaških sil v Libiji. Britanske sile so odšle marca 1970. Američani z letalske baze Willows so odšli nekaj mesecev kasneje. Za mnoge Libijce je bil to velik uspeh. Vojaške baze so dolgo časa dojemali kot simbol, da čeprav je država na papirju svobodna, imajo tujci še vedno močan nadzor. Vlada je izgnala tudi na tisoče italijanskih naseljencev in jim odvzela veliko njihovega premoženja. Gaddafi je to obravnaval kot povračilo zemlje in bogastva, ki so ga odvzeli v času italijanske okupacije. Večina judovske skupnosti v Libiji je odšla po nasilju, ki je sledilo 6-dnevni vojni leta 1967. Pod novim režimom so zasegli še preostalo judovsko premoženje in nekdanja skupnost je popolnoma izginila. Gaddafi ni ciljal samo vojske in tujih prebivalcev. Postopoma je razširil tudi nadzor države nad gospodarstvom. Libija je prisilila tuja naftna podjetja, da so dala večji delež dobička in nadzora vladi. Nekatera podjetja in banke so bila prevzeta ali pa so jih dali pod strožji državni nadzor. Ker je bila nafta glavni vir prihodkov države, je imel Gaddafi na voljo veliko sredstev za svoje programe in politične načrte. Prav tako je želel odstraniti stvari, za katere je menil, da so simboli zahodne kulture. Prepovedal je alkohol, zaprl je številne nočne klube in igralnice. Vlada je tudi bolj poudarila islam v zakonodaji, izobraževanju in javnem življenju. Veliko Libijcev je podprlo te ukrepe, saj so imeli še vedno svež spomin na dolgo zgodovino kolonializma. Toda medtem ko je Gaddafi rušil stari sistem, ni vzpostavil svobodne demokracije. Prepovedane so bile politične stranke in organizacije, ki jih vlada ni nadzorovala. Po zakonu štitile 71 iz leta 1972 so lahko bili strogo kaznovani in v nekaterih primerih je bila kazen smrt za tiste, ki so ustanovili ali se pridružili politični skupini, ki je bila proti ideologiji revolucije. Omejene so bile tudi neodvisne sindikalne zveze. Nekatere časopise so zaprli, medtem ko so preostale strogo nadzorovali. Mediji niso smeli svobodno kritizirati Gaddafija ali njegove vladavine. Z drugimi besedami, revolucija, ki je obljubila osvoboditev Libije, je hitro ustvarila nov sistem, ki prav tako ni dopuščal prave opozicije.
Napetosti so se pojavile tudi znotraj same Gaddafijeve skupine. Nekateri njegovi sodelavci so si želeli bolj jasne institucije in kolektivno vodstvo. Toda je Gaddafi pogosto obravnaval nasprotovanje kot izdajo revolucije. Postopoma je odmaknil od oblasti svoje nekdanje sodelavce in dal pomembne položaje ljudem, ki jim je popolnoma zaupal. Toda Gaddafi še vedno ni bil zadovoljen. Zanj ni bilo dovolj, da so odstavili kralja in odstranili zahodne baze. Želel je spremeniti celo način razmišljanja in vsakdanje življenje Libijcev. Leta 1972 je celo zagrozil z odstopom, ker se mu je zdelo, da so spremembe prepočasne in da ljudje ne sledijo v celoti njegovi viziji. Nekateri v revolucionarnem poveljniškem svetu so mislili, da je to priložnost, da sprejmejo njegov odstop. Ko pa so rekli, da se strinjajo, se je Gaddafi razjezil. Vztrajal je, da svet nima pravice odločati, ker ga ljudje niso izvolili. Rekel je, da se bo neposredno obrnil na javnost. Aprila 1973 se je v mestu Zuvara zbralo veliko ljudi, da bi slišali njegov pričakovani odstop. Vendar ni odstopil. Namesto tega je razglasil novo kulturno revolucijo. Pozval je k širši čistki v vladi in odpravi starih zakonov. Napad na nasprotnike revolucije in bolj neposreden nadzor na družbo. Od tistega dne ni bil več samo vodja vojaškega udara. Sebe je postavil v središče celotnega političnega sistema. In začela se je bolj osebna in strožja faza njegove dolge vladavine. V svoji kulturni revoluciji je Gaddafi obljubil, da bodo navadni državljani sami upravljali Libijo. Ustanovil je lokalne odbore v mestih, šolah, uradih in na delovnih mestih. Oni naj bi sprejemali odločitve in odstranili uradnike, ki so predstavljali stari sistem. Namesto da bi ljudje postali bolj svobodni, se je nadzor vlade še povečal. Zamenjali so številne župane, ravnatelje šol in lokalne voditelje. Aretirali so tudi tiste, za katere so sumili, da so proti revoluciji. Ker so bila pravila nejasna, so bili nekateri ljudje obtoženi zgolj zaradi osebnih sporov ali pritožb njihovih nasprotnikov. Na univerzah so ukazali odstraniti knjige, za katere je režim menil, da so proti arabskemu nacionalizmu, islamu, socializmu in revoluciji. Gaddafi je oblikoval tudi veliko milico, sestavljeno iz podpornikov njegove vlade. Na papirju je bila njihova naloga braniti revolucijo. V resnici so postali dodatna sila, ki jo je mogoče uporabiti proti morebitnim nasprotnikom. Hkrati je Gaddafi predstavil lastno politično ideologijo, ki jo je imenoval Tretja univerzalna teorija. Po njegovem mnenju sta tako kapitalizem kot komunizem napačna. Po njegovih besedah v kapitalizmu prevelika moč pripada bogatim ljudem in podjetjem. V komunizmu pa ima država prevelik nadzor nad življenjem državljanov. Njegov odgovor je bil sistem, ki združuje arabski nacionalizem, socializem in njegovo lastno interpretacijo islama. Kasneje je te ideje zapisal v zeleni knjigi, ki je bila prvič izdana leta 1975. Po mnenju Gaddafija parlament in politične stranke niso prava demokracija, ker le nekaj ljudi odloča za vse. Namesto tega je želel državo razdeliti na majhne ljudske kongrese in odbore, kjer bi vsak državljan neposredno sodeloval. Knjiga obravnava tudi gospodarstvo in družbo. Nasprotuje sistemu, kjer nekdo zasluži na račun dela drugih. Verjel je tudi, da je družina pomembna, vendar je moškim in ženskam dodelil različne tradicionalne vloge. Za njegove podpornike je bil to nov način vladanja, za kritike pa so bile njegove ideje zmedene in neizvirne. Predvsem pa je bilo to v nasprotju s tem, kar se je v resnici dogajalo v Libiji. Medtem ko je govoril, da bi morali ljudje voditi državo, niso imeli svobode ustanavljati lastnih strank, svobodnih medijev ali organizacij, ki jih država ne nadzoruje. Zelena knjiga je bila uporabljena kot osnova sistema. Toda resnična moč je ostala pri Gaddafiju in njegovih ljudeh. Spori znotraj nekdanje skupine revolucionarnih organizacij so se še povečali, nekateri njegovi nekdanji tovariši so se odcepili. Leta 1975 so nekateri uradniki prav tako poskušali načrtovati nov državni udar. Načrt je bil razkrit, še preden so ga lahko izvedli. Potem je Gaddafi še bolj odstranil z oblasti ljudi, ki jim ni popolnoma zaupal. 2. marca 1977 je napovedal nov sistem, ki ga je poimenoval Džamahirija ali država množic. Uradno ime države je bilo spremenjeno, Libija pa je uporabljala preprosto zeleno zastavo. Na papirju ni bilo več običajnega predsednika, parlamenta ali politične stranke. Lokalni ljudski kongresi naj bi odločali, njihove odločitve pa bi se posredovale višjim kongresom.
vendar je bila udeležba mnogih Libijcev šibka. Tudi ni bilo jasno, kdo je pravzaprav odgovoren za vsak problem. Vlada je postala še bolj kaotična, korupcija se je povečala in postalo je še težje ugotoviti, kdo bi moral odgovarjati. Medtem je država razširila nadzor nad lastnino in podjetji. Lastništvo zemlje je bilo omejeno in uvedeni so bili ukrepi, ki so sledili gospodarskim idejam Gadafija. Medtem ko je trdil, da je moč v rokah ljudi, se je v šolah in na univerzah stopnjeval strah. Nekateri študenti so protestirali proti njegovemu sistemu. Tako kot Gadafi v svoji mladosti, so tudi oni zahtevali spremembe, vendar jih ni poslušal. Veliko jih je bilo aretiranih, študente in druge nasprotnike režima pa so javno obesili. Nekatere usmrtitve so izvedli ali prikazali, da bi prestrašili vsakogar, ki bi si drznil upreti. Po poročanju Human Rights Watch so javne usmrtitve študentov, vojaških častnikov in političnih nasprotnikov postale del njegove vladavine. Nato je Gadafi vzpostavil sistem, ki je še dodatno okrepil njegov položaj. Leta 1979 je uradno odstopil z nekaterih vladnih položajev in se poimenoval za vodjo revolucije oziroma brata vodjo. Zdi se, da ni imel več neposredne uradne funkcije, vendar je bil v resnici še vedno najmočnejši človek v Libiji. Uradna vlada je upravljala vsakodnevna opravila, vendar sta imela Gadafi in njegov ožji krog zadnjo besedo pri pomembnih odločitvah. Okrepil je tudi revolucionarne odbore. Te skupine so se začele na univerzah, kjer so iskali učitelje in študente, za katere so sumili, da so proti režimu. Sčasoma so prodrli v vladne urade, delovna mesta, medije in lokalne kongrese. Niso le razlagali revolucije. Opazujejo tudi ljudi, iščejo sovražnike in se vmešavajo v izbiro uradnikov. Da ne bi mogli oblikovati lastnih sil, ki bi se mu lahko uprle, je Gadafi njihovo upravljanje postavil pod osrednji urad, ki so ga nadzorovali zvesti podporniki, sorodniki in člani njegovega plemena. Vsa pomembna komunikacija je morala iti skozi center. Na ta način je uporabil revolucionarne skupine proti sovražnikom, hkrati pa jim preprečil, da bi načrtovali državni udar proti njemu. Strogo je nadzoroval tudi medije. Noben novinar ali voditelj ni smel preveč zasloveti ali imeti svojega glasu. Novice, izobraževanje in javna sporočila so se morala ravnati po ideologiji države. Ko je prišlo leto 1980, so se začele obsežne operacije proti domnevnim nasprotnikom revolucije. Na tisoče jih je bilo aretiranih in veliko sanj je bilo uničenih. Družinski člani so se bali govoriti celo znotraj lastnega doma. Sistem, ki je bil predstavljen kot neposredno upravljanje ljudstva, je postal njegovo popolno nasprotje. Gadafi ni nosil krone in ni imel naziva predsednik, vendar je imel v rokah vojsko, politični sistem, medije in skupine, ki so nadzorovale družbo. Na papirju je Libija država množic, v resničnem življenju pa se je celotna država vrtela okoli ene osebe. Do 80-ih let skoraj da ni bilo več svobodne opozicije v Libiji. Mediji, vojska, šole in vladni uradi so bili strogo nadzorovani. Veliko domnevnih nasprotnikov so aretirali, javne usmrtitve in televizijska priznanja so uporabljali za zastraševanje ljudi. Hkrati je gospodarstvo oslabilo. Država je nadzorovala veliko podjetij, delovnih mest, trgovin, zemlje in storitev. Veliko Libijcev se je zanašalo na vlado za plačo, stanovanje, zdravstveno oskrbo in druge potrebe. Nekatere storitve so bile brezplačne. Toda je bila razširjena tudi korupcija, pomanjkanje izdelkov, slabo upravljanje in zapravljanje naftnega denarja. Gadafi je porabil veliko denarja za orožje in tuje konflikte. Želel je postati glavni voditelj arabskega sveta po smrti Gamala Abdela Nasserja leta 1970. Večkrat je poskušal združiti Libijo z Egiptom, Sirijo, Tunizijo in drugimi arabskimi državami. Toda so ti načrti propadli, ker drugi voditelji niso želeli biti podrejeni njemu. Če se niso strinjali z njim, je včasih podpiral njihove nasprotnike. Njegov režim so obtožili, da pomaga zarotnikom, uporniškim skupinam in oboroženim gibanjem na Bližnjem vzhodu, v Afriki, Evropi in drugih krajih. Dal je denar in usposabljanje nekaterim palestinskim militantnim skupinam. Podpiral je tudi voditelje, kot sta Idi Amin iz Ugande in Jean Bedel Bokassa iz Srednjeafriške republike. Toda je pomagal tudi nekaterim protikolonialnim in protiapartajdskim gibanjem, vključno z Afriškim narodnim kongresom Nelsona Mandele. Zaradi tega so mnenja o njem različna. Za nekatere je bil podpornik zatiranih držav, za druge je zgolj izkoriščal denar od nafte za širjenje lastne moči. Njegov največji vojaški neuspeh v Afriki se je zgodil v Čadu.
Libija se je dolgo vmešavala v tamkajšnjo državljansko vojno in zahtevala pas Auzu na severu Čada. Gadafi je poslal veliko vojakov in težkega orožja, toda libijske sile so bile v poznih 80 letih poražene. Na tisoče vojakov je umrlo, bili so ranjeni, ujeti ali so pobegnili. To je pokazalo, da čeprav ima Libija veliko orožja, so usposabljanje, poveljevanje in morala vojske še vedno šibki. Medtem ko so se tuje operacije Libije širile, so se njeni odnosi z Združenimi državami še bolj poslabšali. Aprila 1986 je bombni napad v nočnem klubu v zahodnem Berlinu ubil in ranil vojake ter civiliste. Združene države so obtožile Libijo, da stoji za tem. Kot povračilo so ameriška letala bombardirala cilje v Tripoliju in Telu. To je pokazalo, da je bilo tako tudi v 80 letih prejšnjega stoletja. Zadeli so nekatere vojaške objekte in kompleks Gadafija. Umrli so tudi civilisti. Gadafi je preživel, vendar je napad pokazal, da je njegova vojska šibka proti neposrednemu napadu Združenih držav. Potem se je življenje v Libiji še bolj poslabšalo. Cena nafte je padla, sankcije so se razširile, uvoz hrane, zdravil in drugih osnovnih izdelkov pa se je zmanjšal. Znova so dovolili nekaj zasebnega podjetništva in izpustili nekaj političnih zapornikov. Vendar so ostali nadzor, samovoljne aretacije, mučenje in stroge kazni za opozicijo. Leta 1992 so Združeni narodi uvedli sankcije proti Libiji. Zaradi njegove zavrnitve, da bi takoj izročil 2 osumljenca za bombni napad na let Pan Am-103 v Lockerbieju na Škotskem. Več kot 260 ljudi je umrlo v tem napadu, sankcije so močno vplivale na gospodarstvo in mednarodni promet Libije. Vendar trgovina z nafto ni bila popolnoma prekinjena. Nekatere evropske države so bile namreč proti strožjim kaznim za glavno industrijo Libije. Medtem ko je gospodarstvo slabelo, se je Gadafi soočal tudi s poskusi državnega udara in islamističnimi militanti. Leta 1993 je bil vojaški zarotniški poskus proti njemu neuspešen. Mnogi vpleteni so bili aretirani in kaznovani, vključno z nekaterimi člani njihovih družin in plemen. Boj proti islamističnim skupinam je bil v 90 letih še ostrejši. Na tisoče jih je bilo aretiranih, medtem ko so se nekateri borili proti vladnim silam v vzhodni Libiji. Najtemnejši dogodek je bil pokol v zaporu Abu Salim junija 1996. Približno 1200 zapornikov naj bi bilo ubitih po protestu zaradi slabih razmer v zaporu. Vlada je dolgo časa skrivala, kaj se je zgodilo. Številnim družinam niso takoj povedali, da so njihovi sorodniki mrtvi. Jeza zaradi Abu Salima bo postal pomemben razlog za upor leta 2011. Toda preden je režim padel, je Gadafi najprej spremenil svojo zunanjo politiko. Po napadih 11. septembra v Združenih državah je Libija zagotovila obveščevalne podatke o islamističnih skrajnežih. Decembra 2003 je Libija pristala, da opusti svoje programe jedrskega in kemičnega orožja ter dovoli mednarodnim inšpektorjem nadzor. Zaradi tega so se odnosi med Libijo in Združenimi državami ter Evropo postopoma izboljševali. Odpravili so številne sankcije, vrnile so se tuje investicije in velike naftne družbe so ponovno sklepale dogovore z Libijo. Za Zahod se je zdelo, da se je Gadafi spremenil. Toda znotraj države skoraj da ni bilo pravih političnih reform. Veliko novega bogastva je pristalo v rokah uradnikov, poslovnežev in članov njegove družine. Medtem pa je bila brezposelnost še vedno visoka, javne storitve so bile šibke, korupcija pa razširjena. Njegov sin Saif al-Islam je govoril o reformah in boljšem življenju. V gospodarstvu, vendar obljube niso bile resne. Gadafi in njegovi zvesti podporniki niso želeli se odreči oblasti, ki so jo imeli več kot 40 let. V začetku leta 2011 so dolgoletni voditelji Tunizije in Egipta padli zaradi množičnih protestov. To je bil del tako imenovane arabske pomladi. 15. februarja 2011 so v Bengaziju aretirali odvetnika Fatih Tervila. Zastopal je družine žrtev pokola v zaporu Abu Salim. Ljudje so se zbrali, da bi zahtevali njegovo izpustitev in pozvali k reformam. Ko so varnostne sile uporabile silo, so protesti hitro prerasli v zahtevo po strmoglavljenju celotnega režima. Upor se je razširil po vzhodni Libiji. Nekateri vojaki, diplomati, ministri in nekdanji podporniki Gadafija so zapustili vlado. Opozicija je v Bengaziju ustanovila nacionalni prehodni svet. Na zahodu je Gadafi ohranil nadzor nad Tripolijem in drugimi območji. Njegove sile so proti upornikom uporabile tanke, artilerijo, letala in lojalne milice. Do marca so se vladne sile približevale Bengaziju. Gadafi je opozoril, da bo preganjal svoje nasprotnike.
Zaradi tega so se številne države ustrašile, da bo prišlo do množičnega pobijanja civilistov. 17. marca 2011 je Varnostni svet ZN dovolil vzpostavitev prepovedi letenja in vojaško posredovanje za zaščito civilistov. Začeli so se zračni napadi Združenih držav, Francije, Britanije in drugih držav. Kasneje je operacijo prevzel NATO, zaradi zračne podpore pa je upor preživel in se postopoma okrepil. Po dolgih bojih je opozicija zavzela Misrato in druga strateška območja. Avgusta 2011 so uporniki vstopili v Tripoli. Številne enote režima so hitro izginile. Gaddafi in njegova družina so pobegnili, skrit se je v Sirte, eden od zadnjih krajev, ki so jih nadzorovale lojalistične sile. 20. oktobra 2011 je Gaddafijev konvoj poskušal pobegniti iz Sirteja. Napadla ga je letala NATO. Preživel je prvi napad, toda kasneje so ga borci opozicije ujeli blizu odtočne cevi. Bil je živ, ko so ga ujeli, vendar so ga poškodovali med kaosom. Prehodna vlada je povedala, da je umrl v izmenjavi ognja. Toda videoposnetki in preiskave so pokazali, da je bil morda ubit potem, ko so ga ujeli. Ni bilo izvedeno sojenje. In ni jasno, kdo je izstrelil smrtonosni naboj. Njegovo telo so pokazali v Misrati, preden so ga pokopali na skrivni lokaciji v puščavi. Tam se je končala njegova več kot 42-letna vladavina. Gaddafi je začel kot mlad beduin, ki je obljubil, da bo Libijo osvobodil izpod monarhije, korupcija in tuji nadzor. Uporabil je naftno bogastvo za infrastrukturo, izobraževanje in socialne storitve. Toda odpravil je tudi politično svobodo, utišal medije ter ubil ali zaprl nasprotnike. Ko je izginil, ni bilo nobene trdne demokratične institucije, ki bi lahko prevzela oblast. Zato se težave Libije niso končale z njegovo smrtjo. Država je ostala razdeljena, polna orožja in brez stabilnega sistema, ki bi lahko združil vse. Na koncu ni padel le Gaddafi. Z njim se je zrušil tudi sistem, ki ga je zgradil okoli svoje lastne moči.